Quit living on dreams. Jaz, Life is not what it seems. Such a lonely little girl in a cold, cold world. moj bog. There's someone who still needs you. Čine! Slabo. To 24, nazaj pojem, 124 glave. Pižama intro. Lepo pozdravljeni v glavah. Vabimo vas na Facebook, kjer smo Aparatus Legitimna FB skupina, kjer se ne slišam žetovega petja. Na Twitterjih za uni 16 normalnih gor še afna Aparatus počrtaj si in pa seveda tale podcast delava z Anžetom iz srca in zato vas vabim na podpri.si. Res je. In dejansko, tako kot od zadnjič spet, tako je nepar ljudi poklikal, kar je noro, ful hvala, sklepam, da to zaradi glav delate, tako si jaz lažem, da ne zaradi opozovalnice, ali pa če zaradi aparatusa, ali pa glav spoštujem to. Če dajete denar za opozovalnico, kaj je narobe z vami? To je moje vprašanje. Pa zdaj bom takoj na začetku jaz povedal, jaz se ne moram navelčati storijev na Instagramu, ki naj odtegate. Enako. To je tako noro, pa ti gifi pol noter in komentarji. Dejte res tako, ker večina vas da tako na začetku, ko začnejo poslušati, dejte pa še en story stisnem tako s komentarjem. Ja. Lahko je tudi piker komentar, se ga ne branva. Komod, ampak jaz se še enkrat poudarjam, tega se jaz ne moram naveličati. Tako da res ful hvala, to je tok fajn feedback. Predvsem zaradi tega, ker pa Anžetu ni treba tuhtati in tudi mene kaj dati kakšno vsebino za storije. Pač, storiji so narejeni. To je zdaj od pižamca cinizem, ampak... Ne, cinizem, ne, dejansko je fino, veš, tako res, taf in hvala. Res je, jaz, tako da, with that out of the way, se temu reče. Se morava zahvaliti še parom ljudem, ki ste komentirali v skupini na Facebooku, malo od teh stvari do, ne vem, Lena Petrovič Lukič, ki je pokazala, kako se je Medaj Moody oblizoval na isti način kot David Tennant. Ne? Ja. Seveda ljudje so bentili nad tem. Did you put your name into the goblet of fire, Harry? He asked calmly in, Did you put your name in the goblet of fire? Ja, ampak jaz bi se kle sebe pohvalil, čeprav Lena hvala, ampak sebe bi pohvalil, da sem jaz to zaznal, brez da bi knjige bral. Ne, to je Nerlisa za tega Harryja, za Dumbledore dala. Ja, se to. Sorry, sem mislil, da je. Okay. Ampak ja, hočem samo reči, da eni vemo tudi brez knjig. Tako pa vsi, ki ste zato, ki ste nam razložili, da niso v Bolgariji in tisti pol, ki ste razlagali, da so v Bolgariji. Ja. To je zdaj, sem se je premaknila mivi retorika. Ljudje, ki mislijo, da so modeli iz Bolgarije in pa ljudje, ki ne. Tako da, ja, pa hvala, ker skrbite za čim manj sovražnega govora na internetu in pižamca opozarjate na njegovo mivi retoriko. Hvala. Samo tako se bomo znebili predsodkov. Se posipam s pepelom Feniksa. Lepa, ok. Tako da ja, še enkrat hvala za odzive, hvala vsem, ki v grupi pišete, sploh pa hvala unim, ki podpirate. Zdaj pa mislim, da lahko greva na film, se mi zdi. Tako je, Feniksov red, leto 2007 in Anže je rekel, Harry se pridruži temu redu in dej prosim, Anže si konfetke na glavo. Ja, dejansko je Feniksov red nek tak SWAT team ljudi, teh dirty dozen bradavičarke, ne. Tako da ja, niti ne bradavičarke, ampak teh čarovnikov, ne, ker dejansko z bradavičarke je samo Dumbledore noter, pa Snape, te dva sta. Ja, ampak Dumbledore je začel to zadevo, ne, takrat, tako rečejo, zelo na hiter, ne. Tako da ja, piko dobim, kaj ne rečem drugega. Super, ponosen sem na te mladi padawan, oziroma bi mogel reči mladi bunkel. Veš kaj je bunkel? Ja, to je magel, ne, to je to. Ja, okay. Ja. V redu. Znaš pa na začetku se že spet vrne ta, spet ne vem, kako mu je, ta bratranc njegov. Dudley. Tako, Dudley se vrne in rata to, kar v Angliji rečejo čev, ne. Mislim, da je na dobri poti, da rata čef, to je zdaj ne vem, je rasizem ali ne, ampak stojim za tem. Zdaj bova imela tukaj kulturološko in antropološko debato, ali je to izraz čefur ali čapac, ali kako. Tako, nekero, ampak jaz lahko rečem, pižam, ne morem verjeti,
da si to ti rekel, ti se goren spi. V glavnem, gre naprej. Ne pojasnim, da moji predniki prihajajo od spodaj, z Dolenjske. Čeprav kar tebe rešuje, je, da si odraščal na planini, praktično v Kranju. Nisem. Ja, dejansko sem vikend, da sem tam preživel, to je res. No, to šteje. Tako da, ja, mu teži Harryju zelo, mislim, da se je prišli smo od otrok v najstnike, se mi zdi, da se kar hitro ta prehod pokaže, ker je kar grozen, pa fotor, pa mat. Za ene je bilo to par let, za tebe je bilo to 2 tedna. Ja, v bistvu. To je res, ker ljudje, ja, ok, to je v bistvu čisto legit point. Ja. In potem nekako se vse stemni, začneta bežati in pol pridejo dementori, ki so se slekali, če prav razumem. Ja, vroče je tukaj. In so vrgli dol, kaj veš, mogoče se jih pač posodil komu te krpe, veš, da si šivajo maske. Ja, ali pa sam je res ta tanning season, kolaska vana, vsak ima svoj faktor. Ampak dejansko izgledajo lepo brutalno srhljivi. Ja, pa tudi se mi zdi, glede na to, da so nekako prekinili to kontinuiteto s tretjim filmom, čisto ok in potem Harry jih nekako brani s tistim istim, s tem urokom. Patronusom, hvala. Ampak nisem pa dojel pač takoj, zakaj ga pol obtožijo, ker je un model pa magel, in da tega ne smeš početi. Pol pride pa še ta soseda, pride mem, ki pol zvemo, da je še ena. Miss Fig. Tako od Dumbledorovih podložnikov, ki skrbijo za Harryja, to se mi je kar v redu zdelo, da ga imajo malo pod kontrolo. Pol pa že spet pridemo domov, kjer je una iz Killing Eve. V najboljši obleki možni. Možni, ja, res. V tej familiji je toliko enih stvari narobe. res niso ok, na noben način. Mislim, ni zornega kota, kjer bi rekel, to je pa normalna familija. To veš, da oni, če bi živeli v Sloveniji, oni bi imeli fasado tako v 17 različnih otenkih. Ja, pa ne samo otenkih, okoli oken bi bila obroba iz druge barve, kot je cela fasada, te ljudje. Pa palčki na vrtu? Tako, ne palčki, to, kar jaz vedno rečem, levi, oni gipsasti levi. Tist mislim, da je ki greš enkrat v Bauhaus ali pa v Obija, pa tist kupaš, se začni sprašovati, kaj si naredil že. To je moj nasvet. A tako kot grosuple. Ja. Poznaš to zgodbo? Grosuple pa konj. Ja, za konja. Ja. No, povej. Krožišče, ki je bilo nezapolnjeno, pa tam niso imeli v grosuplu nekih kriptovalutnih magnatov, tako kot v Kranju, da bi zarjavel Bitcoin znak na eno krožišče in se je tam nek lokalni magnat javil, bom pa jaz zrihtal tukaj ekip, in je nek konj, pa ne malce 2 konja sta tam sred krožišča in potem so po hitrem postopku ljudje ugotovili, da je to model z AliExpressa nabavo. Ja, to kar je, se mi zdi, to je ekstra nivo, da se javaš. Pa iz AliExpressa, gre naprej, bravo, suple. Pot pride pa pismo, že spet eno to pismo, ki govori, to mi je zelo huda fora. No? Prvo sem pa mislil, da je pismo od Weasleyjev, zaradi tega, ker una sova preleti v steno in sem mislil, da je to una sova, ki ne ve, kaj dela. Ja. Ampak očitno. Tista od Weasleyjev, ki bi že 2 leta zamuja na tehničen pregled. Tako, točno to, s katalizatorjem še v glavnem. In je zve, da je izključen in je una familija čisto vesela, in pol glih, ko bo res kar mal dark rata, ker misli familija, da zdaj te pa imamo, uleti pa Feniksov red. Ja, no, ampak itak njih takrat ni več, Ona dva peleta takrat Dudleya že kao bolnišnica, bova midva zdaj tebe in se pa še preteglih to sosedo, kao dela, vse je cool, malo je, se veste soseda, fantje, boys will be boys. Ja, ampak je tako, mislim, Kul mi je ta moment, da oni malo zmagajo, ker so ga kao izključili. No? To mi je bilo tako všeč za zgodbo. No? Pol pa te modeli uletijo, ki pa res gledajo kot tak Rainbow Coalition, SWAT team oziroma Dirty Dozen. In vsi so noter.
Vsi. Vsi, kaj Greatest Hits album, veš, tako nekako deluje, pa še par novih komadov, ne, zraven. Tako je, recimo Nymphadora Tonks. Ja, kaj sem jaz rekel? Ja, še imel si neke svoje predstave Tako. O njej. Lahko ti tudi povem njeno ime v slovenskem prevodu, če si želiš. Povej. Fatale Tanga. Okay, slabš, jaz mislim, da je to slabš kot original za domišljijo resnic. Okay. In seveda je naša Oša to. Ja, Oša je bila, točno to sem porajal, ja, iz Igre prestolov, res je. Ker ni igrala v slabi sezoni nobeni. A ja, sem res, ja. Ona je takrat, ki je bil ti šel še dobro. V glavnem gremo naprej. Pol grejo pa k Siriusu, ja, pol zvemo, no, to, da je to njegova bajta. Grejo noter in se tista hiša raztegne. Moram reči, da je zelo, zelo dobro narejen. Ni mi čisto jasno, zakaj oni ljudje ne vejo, da se bajta razteguje, pa krči, ker tam v akvariji vidiš, da se trese. Oni pa merno TV odgledajo, tako da tistega nisem čist. Ne vem, kako točno gre to skupaj, ker bi človek pričakoval, da zakaj se pa. Jaz bi rekel, da živali so občutljive na magijo, živali zaznajo in s tem tresenjem akvarija je bilo pokazano, pač, da bunkli so nedovzetni za posege v samo materijo, v sam prostorski kontinuum, če smemo temu tako reči, medtem ko živali zaznajo, da je s tem nekaj narobe, ne? Ampak pač, ker je riba, ne more povedati. Ja. Okay. Ti si najboljši apologet teh lukenj. Kar pa luknje kot krojaček, klaček. Tako. Ni mi bilo pa jasno, ali bo to te samo vprašam, že spet, ali bo to prišlo že spet kaj v igro. Ta house elf od Siriusa, ta tečena, to se bo še kaj kot bumerang vrnilo, da so ga kle nekako prikazali, ali je to sam nakazan? Mislim, da neki, da bo. V glavnem, vem, da je imel že v knjigi imel sicer neko večjo vlogo. Tam pokaže, pravzaprav v knjigi ga ta neki nadere, Sirius pa na neki točki in on to izkoristi, aha, ne se me nagnal in gre in pol pove Bellatrix, ne, ki je njegova sestrična, da je Harry ful navezan na Siriusa in pol tako Voldemort to ponuca. Ok, pol je, mislim, da tukaj je sam tam je, ne, ampak. Ja, kako mislim, da je tle tudi, da pokaže, kako da tudi vsi te, a veš, te hišni vilinci niso isti, ne, niso tako kot dobi, jaz sem prijazna, bomo postorila, ne. Ja. On je pa res te umazani, brezkrvneži, kaj jim je, joj, tukaj sem gospodarice, oprostite, ne, tale vaš pamš, tukaj nam vlač to sodrgo, tlele, no to bajto, mi je zelo žal. Ampak deluje pa v tem smislu, da v bistvu pokaže, da Sirius prihaja iz neke creepy familije tudi, no? Ja, da on je bil neka črna ovca, se tam tudi, ko vidiš nekoliko nekih obrazov izžganih tam, ja. Ko so se, recimo on je tudi, mislim, da je pol žlahne, zdaj ti tako povem, se pravi, mislim, ta Bellatrix Lestrange, pa še Malfoyova žena, sta sestri, če se ne dvomim. Aha, ok. Zdaj, Malfoyove žene še nismo videli, pride pozneje, po drugi strani je pa ta Nymphadora Tonks je pa tudi neka nečakinja njegova, ki se pa mala nečakinja, ker se je neka sestrična njegova pa poročila z nekim maglom, ne, in z nekim bunklem in to je pač vse tako prepleteno. Veš, tako, dejansko so te čarovniki tudi, veš, le se računaš, ne, če si ti neka taka zaprta skupnost, ki živi, a veš, ločeno pa prideš na koncu do nekih teh habsburških elementov pa noter v rodbino. Slejko prej. Pa kle noter mi je bilo zelo všeč, tam, ker vsi za mizo sedijo. Weirdno je ta scena, ko Harry pride vid Siriusa, unega gor pošle, ok, zelo smešen, moram reči, s tistim ušesom. Moram reči, da zelo dobra fora, pa tudi pol, da Crookshanks uleti in poje tisto še tako. Spet, fajn je, da so te momenti tudi dobri v teh filmih, no, da niso sam čistro. Ja, da ni neki tako, pač, ki bi lahko ful nek pocen humor noter na filo, ampak dejansko delajo tazga, da izhaja iz likov pol ven. Ja, tako da ti mi je bilo zelo všeč. In pol zvemo, da Voldemort zdaj pa išče nekaj, kar ta prvič ni imel, ko je probal vladati, ne, oziroma vse podjarmiti. Kleše še Mysterious pa to. Pa je pa ta zaslišanje na ministrstvu, kjer ko sem ta prvič videl ta ministrstvo pa to, ne, tam kaj hodil, sem rekel, klej so se pa potrudili za neke random hodnike, ki jih nikoli več ne bomo videli in pa valjda na koncu.
Tako, okay, redo. To je polna zastava z unim finčom, pa to, tako sem rekel, wow, je to, ko so pa kle naredili, pa tako. Ok, pa vemo, zakaj prideva še do kje. Pa je pa zelo ta zaslišanje, je tako zelo, kako bi rekel, že spet bomo malo eno paralelo s Star Trekom naredil, ki zmerno tako pridejo na nek planet in pa na uno planetu imajo neki ljudje nek tribunal in pa preveč folka na tem tribunalu sedi. Takrat, ko so imeli denar, recimo, je več ljudi sedeli na tribunalih, ki pa niso imeli denarja, so bili pa 3, recimo. Klej so šli bolj po poti tega, da 26 sodnikov očitno tam sedi, ne? In se obadajo z vsakim primerom posebej, zelo neučinkovita birokracija očitno. Ja, to je ena stvar, ki se ji reče Wizengamot. Aha, ok. In to je njihovo pač to, kot deluje kot vrhovno sodišče in kot parlament in je dejansko starejše od samega ministrstva za magijo in izhaja že iz srednjeveških časov. To ti lahko povem kot človek, ki je na hitro pogooglal in kliknil na Wikipedijo od Harry Potter. Zakaj si to izdal? Morda kul, ti moraš ful dobro izpasti, razumeš, jaz pa dejansko nič ne. Veš, kako ti povem, ne? Ta pravi iluzionisti tudi potem, ko razkrijo svoje skrivnosti, še zmeraj očarajo publiko s svojimi veščinami. Tako da vse, če povem. Okay. Zaštejš, kam je všeč? Da si se mirno označil za iluzionista. Okay. Ne gre naprej, to je čisto tangent. They're not tricks, they're illusions, kot bi rekel Job. Ne bom lahko komentiral tega. V glavnem, zelo, v bistvu kar ok, courtroom drama, kle tudi to Umbridge prvič vidimo, ne. Dolores. Pa zelo fajn je, ker se tako že spet pokaže neki te razdori, pa da je Finch čist nervozen, ker očitno ne verjame, da je Voldemort nazaj. Fudge. Ja, Fudge, ja, sorry. Finch je pa tam, Frey. Ja, Frey. Walder Frey. Tako. Fudge ne verjame in pa ga valjda oprostijo, sploh ker una soseda tudi priča, ker Dumbledore ima, he has a witness, to je zelo Matlock bilo, no, moram reči, zelo tako je bilo. Ja, imamo tlele neki, ali pa čakali pravzaprav sam tako, da bi mogoče že kako lamba, sam še ena stvar. Točno to, Alfa Kalamba, ja, to je to. Zdaj pa pridejo že spet Brdavičarka tam. Prej imamo še ta slovo tam na peronu, ki uleti Sirius kot psičak. Mislim, psičak. Lep črn kozmatinec in ima ta še eno tako zelo čustveno srečanje, ne vedeč, da je to predzadnje, kar se vidi tako da uživo za daljšo debato. Pa dajmo nekaj omeniti, ne? Vsi ponosni člani društva, več Gerija, manj zemljevida, Ja. Smo prišli na svoj račun v tem filmu. Že v prvih 10 minutah, tako rekoč. Ja, v prvih 10 minutah je več Gerija, kot v prejšnjem filmu, kjer vsi vemo, da je bil samo un weird Skype v ognju. No, pa zdaj, če imamo glih ta weird Skype, ja. Kako ti je bila tokratna rešitev? 86krat boljš. Tle je bilo res, meni se zdi, da so tako gledali, rekli, fakt, tle je ta prejšnji režiser res zajebal. Tle je, ali pa unik so efekti, ali tist res ni bilo kul. Ja, ti se je bilo, glede na vse ostalo, ne, kar slabo, kar se CGI tiče. Tako res na nivoju unih ta prvih filmov, ki jim oprostimo to, da so iz leta 1972 praktično, ne, že zdaj, ker računalniki še niso obstajali. Tako da, pač ja, to je kar v redu, ampak ja, več Gerija, jav. In ko smo ravno pri efektih, polka pride ta Gorp, polbrat od Hagrida, sem gledal na ime, da bi jo prav piše, da to je pa zdaj s to novo hudo tehnologijo, ki se reče mapping, ki lahko potem igralca posnamajo in z njim pol delajo, da ni treba z nule animirati. Se pravi, tukaj nekje je bilo to, čeprav se takrat je itak že tudi Gospodar prstna in tudi že tale Hobbit bil, kjer je bilo tudi na ta način, ampak tako je bilo še ne. Ja, sam da takoj rečem, da Smigol, pa to ne, mislim, bil je včasih Hobbit, ampak da ne bomo dobila feedbacka, da ne. Ja, pardon, ja, tako, Gospodar prstana, ne Hobbit. Tako. V glavnem. Gollum. My precious. V glavnem, kaj je pol ta ženska, ta mala, ta blond, ki zgleda kot Malfoy, a to bo še pomembno na eni točki, ali je samo Kleja mal za podporo Harryja, ali je Harry že spet ladies man in je to ta tretja v nizu črtic, ki jih niza. V glavnem, ne vem, povej. Zdaj ona ni Slytherin, ona je Ravenclaw, mislim, da je. Pa mislim, da je ona letnik od Tamale, od Ginny,
Se pravi, da ona jo pozna, se tudi vidi, kaj začne, kaj on reče, that's Looney. Ok, jaz sem rekla malo preveč, kot bi smela, sorry, jaz sem prijazna Weasleyjeva, Luna. In tlele se sicer še ne razvija, ampak ona pravi, ja, pač jaz ti verjamem, moj oče ti verjame. Ja. In zdaj, glede na to, pač moj oče mi verjame, pač živita sama, ona je videla mamo, pač mama je umrla, oče ji data v nek amulet za okol vrtu, v neke nargle ali karkoli se že odganja, kam ne ve, kaj so. Kaj bi ti tako rekel, recimo, kaj misliš, da je njen oče? Čisto. Iz njenega karakterja. Jaz sem prvo mislil, da je Malfoy. Zaradi šupe pa vsega. Jaz mislim, da je tam nekje se dogajajo stvari. Tako da ne vem, ampak sklepam, da če verjame, pa če fotor verjame, je bolj pač nekako na Harryjevi strani ali whatever, ampak bomo videli. To mi ne spoilat, no, ampak... Ti ne spoilat, oče, ok, super, ker... je pa ja, pač taka, veš, tako malo zasanja. Ona je na taka, bi človek rekel, veš, to... Predstavljal bi si, da je Una Trelawney taka, Emma Watson, da je bila taka, ki je bila mlada. Ampak dobro mi je, da se tudi ta druščina, da se tako tudi malo širi, no? Da niso eni te isti non-stop, pa da hkrati da ostajajo isti ljudje, ne? Tako kot moj favorit Neville. Tako da, ja, in pol ona vidi te konje, pač te na pol. Testrale, kaj si ti rekel, da je to magični konj in že drugič se usujejo konfeti. To moram reči, da že spet, jaz bi kar 2 piki, ne eno, kada jih štejem, ampak vseeno, to je noro, da sem to prav rekel, to se že takrat spomnim, da sem bil presenečen in pa, ko sem kleto videl, sem rekel, bravo, Anže, bravo. Kaj te je sploh napeljalo, da je to nek konj? Ali si čist? Ne vem, slišal sem je tako. Veš kaj, mogoče zato, ker sem Martina pač prebral v originalu v angleščini in tam pač zveš za vse možne pač vrste in podvrste pač konjev, ne. Destrier pa to, Ja, se mi je zdel mogoče, ampak ja, pač nekako se mi je zdel. Ne more, tako noro, kako sem to zadev. V bistvu je edina stvar, ki sem jo res v nulo zadev, no, tako iskreno. Tako da ja. Pol dobi pa že spet nova učiteljica za defense, ne. Ja, in uleti ta Umbridgeova. Zelo dober ulet, zelo samozavesten človek bi rekel, tako da je na lestvici uletel od nič do Mad-Eye Moody, ne, da ga kar prekusi, ne, ker vse je tam pač. On je sicer imel prezenco, ampak se je držal zadaj, ona pa pride, ona pa tako ne občuje z živo silo, ne, in pride in reče, ja, zdaj bom pa jaz še nekaj povedala, ne, in ta za nas, prav, v prvih smo jo videli, imela še to neko avbo, pa ta togo sodniško, ne, in tukaj pa pride in v tem nekem načička, najbolj nedolžna babica. Ja. Ko bo zdaj tam ne prišla, pa bo ti malo naštrikala, pa ti bo dala 3 leta stare Janeževe upognance, ki jih ima še na zalogi, ampak to je to. Ne? In potem začne govoriti in kako o tem, da napredek, samo zaradi napredka, da to je pa slaba stvar. In si tako že malo, ne, kaže ne matle. In potem pač tudi, ker ni Hagrida, ne, ona požane ta aplauz, tako kot ste rekel, zmeri na neki točki ploskajo Hagridu, tukaj ploskajo njej. Pa še tako, ful mi je dober, kar uleti gor. Ja. Ko v bistvu Dumbledore že neha, pa kar, jaz sem tudi nekaj zapomnil. Okay. Redo, to mi je bilo zelo. Mislim, moram tudi reči, da tako dosti zajeben lik za odigrati, ne. Sklepam, da je tudi tako napisano in ta ga kar knocks it out of the park, bi Američani temu rekel. Meni je bilo zelo cool, no, kot bad guy je res super. Pa v bistvu pa tudi všeč mi je, da nekako se te učitelji, ki se non-stop menjajo, ne, ker je res full dober running gag, no, to vsaka čas Rowlingovi, ne. Ampak mi je všeč, da je zdaj bila pa dejansko bad guy, a veš tako. In že spet, kot so prej rekla, ta recept, ki je več ali manj vedno isti, pa se morajo nove stvari dogajati, tudi to, da zdaj pa v bistvu se bradavičarka čist na glavo obrne, ne, da v bistvu Dumbledore ga skinejo, ne, iz položaja. Že spet dosti huda fora, no, kako popestrita, ne, dogajanje na šoli, ne. Tako, mislim, že spet mi nič ni bilo dogcet, no, tako, že spet, ker malo sem jezen, da mi je toliko ok vse skup. Tako da. Boj, da je bila tudi, no, da je prav Imelda Staunton, da je bila tako pač edina, ki so imeli v mislih, da so prav ne, pač, tebe hočemo za to vlogo. No, edin prav, ker je res
tako dosti izjemno vse skupaj odigrala. Ja. Pol je pa v bistvu ona pač res to, ta napredek, pa ne bomo več nič praktičnega delali, ampak se bomo sam drillali. Koliko si ti na tej točki glasno zauckal in zavpil in rekel, to je to končno ura, pri kateri ljudje niso v smrtni nevarnosti, končno nekdo s sodobnimi pedagoškimi načeli, ki bo učencem prikazal osnovni način, ki je njim prikladen. Mislim, ne bom rekel, da sem vriskal, ampak podpiram takšne sile na tej šoli. Ne pravim, nisem za, da je ona vse skupaj prevzela, ampak mislim, da v zbornici, ko imajo sestanke, bi bilo fajn, da kakšen tak lahko roko dvigne. To je. A bi lahko imeli mogoče letos eno žival, ki ti ne odkljune oči? Tako recimo, za začetek. Tako da ja, pol je pa ta scena, ki pa pol res gre, tako kot so vsi rekli, da grejo kar dark, je pa ta scena, ko mora Harry pisati s tistim peresom, in se mu v roko užge to, kar je napisal, in tam pa res vidiš, da je to tako, da pa ni zajbancija, da je pa resen, to je pa mučenje otroka. Da tukaj pa tudi vsi drugi pedagoški prijemi, ki so se zdaj mogoče kanček razsvetljeni, pri tebi pač izgubijo, ne prevagajo tega. Ja, ne, mislim, to je v bistvu ista skrajnost, prej sem zelo še z slabimi nameni, prej jih pač z dobrimi nameni uničujejo. Ona je pa slab človek, pa jih uničuje. Ampak ja, kle gre pa kar tako, zavije ta film. Mislim, moram reči, da je zelo cool tudi to, kar si mi rekel, da nekako raste zgodba s tem, kot so tam mali stari. Tudi to moram reči, da mi je zelo všeč, da se že spet druge dileme malo pojavljajo, tudi v tem oziru. V bistvu. Ja, pa še tako je, pač ta Dumbledore nekako odnos pa Harry. Kakšen se ti je to zdel? Ja, moram reči, da mi je bilo, v bistvu mi je bilo, cool mi je bilo zaradi onega, zaradi sojenja na začetku. Ker pač vidiš, da je Dumbledore se bori, mislim, je čist Harry je my guy, pol pa, ker se mu toliko mika, štekaš, jaz sem se takoj štekal, to je neka caka, neki, come on, man, neki se dogaja, da Harry ne sme, takoj to razumeš, tako da to se mi je zdelo v bistvu ful dobro, kako se na koncu zaključno. Tako da to zelo, zelo fajn speljan, kar se mene tiče. Pa tako, tudi malo odrasla, ni z expositionom povedano, razen čist na konca. Tako da je dosto redno. Ja, in tle pol tudi ta Harry, ki pravi, se mi tako izogiba, nam zdaj 6. živ, pa upada, se ima bolj pomembne stvari, more tam nekako tega Fudgea prepričati, da pa da je Voldemort se res vrnil, ker tudi to, mogoče to zanikanje nevarnosti, ki je vsem jasna, mogoče kar dosti nekih paralel, ki jih lahko potegnemo z današnjim svetom. Ja. Sploh pa ta pravila, veš, ko se ne smejo združevati tudi pa. Ja. Sem jih hotel reči, odloki so to, pižamci. Preveč, ne. Mi je pa cool Walder Frey, cool mi je, v bistvu dober comic relief je tukaj. Ja. S temi odloki, potem ka sandvič je, ti sandvičev, ne vem, zakaj mi je bilo tako smešen. Mislim, da po moje, ne vem, aj mišljen, da je, ker mi je bilo res smešen tisno. A te tako jih čaka pred sobo, Ja, pred sobo, tis mi je cool. Moram pa reči, da ta soba, moram reči, da koliko je to za lase privlečen, pa sem čist kupil. In ne vem, zakaj sem čist kupil. Ne vem, kdo reče, a Harry reče, kot da bi se bradavičarka borila proti, a veš tako, da jim še šola. In sem rekel, fair point. In sem rekel, zmenen. Če bi brez tistega stavka to bilo noter, bi bil čisto najd. Zdaj ste pa kar sobo dobili, tako čist bi bil že, jezen bi bil. A ti še nekaj povem? A se spomniš v prejšnjem delu, ko je Neville pomagal Lariju dobiti Gillyweed? Ja. No, tukaj on hodi in najde ta vrata, ki se odprejo. V knjigi jim za to sobo pove kdo? Neville. Dobby. Ja. Spet Dobby, ampak tukaj so Ampak Dobby je kje, on je zdaj svoboden, to me pa nič se. On je zdaj svoboden, on je zdaj tle, mislim, da Hengal celo malo pomaga, verjetno dela dol v kuhinji, pa to veš, ker njega zdaj tudi ni bilo, noter, veš, edin ta hišni vilin, ki je bil tam, tukaj ga
Nismo videli, ker je itak tudi spet je bilo treba fulejnih stvari vendati, pa ker smo ravno pri stvarih, ki so jih dajali ven, ne, preden greva zdaj na ta Dumbledore's Army, mogoče, a si kakšno stvar resnično pogrešal v tem filmu, ki je bila vseh prejšnjih? Ne. Ker se začne na K pa rima na Vidič. A ja, seveda, ja, ni bilo, ja, goddamn, ja, okay, do tega sem hotel pol prijeti. Ja, nič. Največ, kar je to na začetku, ko letijo, recimo, ne, na metlah, a veš, kaj ga rešijo, ne. Se mi zdi, to je pa to, ja, dejansko nič Quidditcha. V knjigi je. Aha, ok. Dejme, sem mislil, da, ok. Očitno. Ne, niso še prekinili s to tradicijo možnosti otroških poškodb. Ja, ni bilo še dosti peticij. Ja. Ja, pa je pa ta Dumbledore's Army, ki je pa zelo taka huda, v bistvu skoraj taka srednja šola, film, dinamika se tam zgodi. Oni tam vadijo. Sploh še to pred to sobo, ki se dobijo v Uniji, kaj tiste Hawks Head, ali kako je že tista gostilna, kjer je pa ta modelček, to ti pa lahko povem, ker pač je tak spoilerček, sicer ga pa zamenjajo z drugim igralcem, nam povejo, kdo bo, ampak je to neka žlahta od Dumbledore. Aha, ok, to je zelo random, ker je not za 7000 ink, ampak v redu. To ti omenim, recimo, da boš, ko bo naslednjič prišel, da boš imel to v glavi, aha, tega smo pa že videli. Ne? Čeprav bo imel drugo faco. Darijo na Haris moment. Ja, zelo slihat Darijo to. Ja, exactly. Okay, Dumbledore's Army, oni tam pač trenirajo, Uni ratajo, seveda, Malfoy so potem z Filčem, z Umbridgeovo, ne, ratajo v bistvu neki inkvizitorčki mali, ne. Gestapo, bradavičarke v resnici. Umbridge Jugend. Tako, Umbridge Jugend, Kristus. Lepa. Slabo. Okay. Zelo mi je všeč ta film, je tudi spet zelo Dirty Dozen. No? Mal nabira ekipo, potem trenirajo, ker si morajo sami pomagati, ker kdo jim bo pa pomagal. Pa se pa zgodi končno Ladies Man moment, kjer Ginny mal gleda. Kaj se pa kle, dogaja? Una ta blond zaenkrat še nič izpadla, ne? Jo še ni dost pošarmiral, ampak ta štirikotnik, jaz bom zdaj temu rekel. Mogoče ima preveč čevljev za njo. V glavnem, ja, ampak dejansko Ginny tam mal trzne, no? Tako da sem mal v bistvu bil razočaran, sem mislil, da Ginny bo zdaj čisto na Nevila, ne, sploh, ko začne harat Neville, ne, pa se očitno to ni zgodilo. Ko morata, ja, ne, ko prične obvladovati svojo palico. Tako. No, ampak tisto, kar sem hotel, pa tako ekstra, mislim, da se mi je ekstra fajn zdel, je pa to, da se cel cajt poudarja ta, kako bi rekel, da ni zdaj sam Harry, ampak sta, Ričo pa Hermiona, ja. In Hermiona, da sta tako, se mi zdi, da klesta ful ratala bolj enako vredna, tudi kot lika v filmu. Ja, pač, ker prej bil pač Ron, ti bo malo preplašen, ti se malo der, to je to. To Hermiona, daj nam malo ekspozicije, prosim. Ja, tako klepa ratata dosti lika, sploh to, kar Harryju malo pomagata, pa dej valjda bomo to skupaj, pa vse te stvari, Tako se mi zdi, tudi iz tega vidika se mi zdi tako fajn napredek, da ni bilo sam Harry, unava pa res čist po nesred zraven, ne? Čeprav valjda se vse okoli njega vrti, no? Ampak se mi zdi, da je ful boljši, nekako ravnotežje narejeno. Mislim, dosti podoben tredmu filmu se mi zdi, no? In tukaj je tudi pol ta super moment, ko se oni tam pogovarjajo o tem, nekaj pride Harry in jaz sem in oni pol tam pa to, pa in boje to pač tudi tam najdu nekje na IMDb-ju v nekih kotičkih, da so oni se spontano začeli režati na koncu tega prizora in je bilo v režiserju tako, da bez, da je rekel pač pustne laufa in je pol to ponudil. Ker dejansko se vidi tudi, koliko so oni dejansko med sabo imajo to njegov pač prijateljstvo, pač čuce, veš, se vidi, da so tudi vere pač ga srali dol in okoli in se boj, da so bili tudi malo faloti, ne, da je tle se vidi, da je Rickman je prepovedal mislim, da se temu Rupertu Grintu, pa ne vem komu še, temu, ko Neville igra, komu pač, da se ne vem koliko metrov približate njegovemu BMW-ju, ki ima ga je na prejšnjem snemanju ratel popackat z nekimi milkshake njegov avto. Hans Gruber je tak kralj v tem filmu. Ok, Harry pač ta ljubčkanje,
Potem imamo pa zelo grozen prizor, moram reči, tako Umbridge hoče odpustiti, ne, Emma Thompson. Prej je sicer še tako komično, ki je noter, ki je na audienci, pač ki ima tako malo gleda, dajte eno prerogbico, eno mičkino prerogbico, a ne bi nič, pa ne, no, hvala, ne, tudi 5 dekne, Ampak pol je pa grozen, ti se grozen, pa Dumbledore leti, ne, in klej se pa začne nekako nakazovati, da bo Umbridge dejansko prevzela, ne, šolo počasne, vse tako je nakazano in se valjda pol tudi več ali manj zgodi. Pa ima pa Harry non-stop te sanje, no, ki se mi pa zdi tako malo, to je v bistvu tako, to se mi zdi že tako mogoče najšibkejša stvar v tem filmu, no. Aha, zakaj? Ta njegova povezava, zelo je tako, vse tako mi rekel, dokler tam Snapeom ne začne trenirati, pa Snape to mal ne razloži, je to zelo na tenko namazan men, no. Ker je že spet ta neka povezava, pa moram kar to nekako kupiti, pa se mi zdi, da je to fajn pripeljan v pač njihov resnični svet, ko mu Snape v bistvu pomaga, kako se bo pred tem obranil, pa malo mesada temu, no. Drugače je zelo tak, neka bližnjica, zato da sta ona dva malo pove, ne, veš. Pa se mi zdi, da kar to malo rešijo, no. Ja, samo veš, on je bil, njega so uživili, ne, s pomočjo tudi Harryjeve krvi. Dobro, to je tudi res, v resnici, okej. Ja, ampak tako, pripeljan je čuden noter, veš, on kar nekaj gleda, pa vidi, pa kaj gledaš, pa vidiš, pač se mi zdi, bi boljše bilo, če bi to na začetku razložili, ne, da je to nek misteri, veš, kaj hočem reči, da ni, tako, no, to se mi je zdelo tako, pol Snapeom se mislim, da to rešilo, v resnici, tako da in pol Snape ima najboljše učne ure, ever, ti si mi je res dober, no, ti si je tako. Pa Alan Rickman, a ni on kralj. Z temi minimalnimi premiki obraznih mišic. Ja, no. Pa, da ne omenimo, da so ga še unga plašča rešili, vezga, da ima nek tak lepo teliran podplašč in je tako še Prešeren zlata leta. Ja, vse se res zmeram, tako, proti Francu gre, več od manj. Pa je pa, smo že Božič, ne? Smo že Božič? Ja. Ki je tudi v bistvu kar stalenca, zmerno so te holidays pa to, ne? Zmeri, ker pač imajo šanso, nekako se odmakniti, ne? Zdaj prvič Harry celo lahko gre ven, ne? Da ni tam obsojen na to, da čaka, ne? Ker to je tudi recimo v knjigah je dosto, ker so se večinoma učenci vračali domov, ne? Oni se za Božič, pa čez nov let grejo domov, ne? In pa Harry bil zmeri eno do nekaj 3, ki so bili tam sami na šoli in ponovadi se je pa takrat kakšna stvar zgodila in ki je bil sam, tako da ne, tukaj imaš pa zdaj je pa končno lahko ven šel, ker je imel ta dovoljenje, ne, podpis od skrbnika, da zdaj pa lahko hodi ven iz šole med letom. To sem pa pozabil, ker takrat ga ni imel, pa res je bil on vedno, v bistvu se je vedno pol na Brdavičarki v resnici dogajal, ne, ni. Ja. Hodo, to še malo več pomeni v resnici, pa še pri Siriusu je, pa Pa to, pa imamo spet Weasleyja, ne, pa spet mama s temi svojimi poloverji in drugimi štrikarijami, ker je spet en tak ključen moment, ki se skozi vsa leta nekako nalaga in je sam bolj smešno, ne, in pol še tam, Hermiona Rona zafrkajo, pa se ti paše, zakaj ne nosiš, full hud zgledaš v tem. Ja, se tudi njun odnos, tako se mi zdi, ful dobro pelejo, no, tako jaz čakam ta will they, won't they, Ross Rachel moment. Tako da, ti si mlajši, ti rečeš to, veš, jaz kam will they, won't they je Severna obzorja moment zame. Maggie pa Dr. Fleischmann. Tako, Dr. Fleischmann, njega smo že enkrat imeli v glavah, ne? Zakaj? Ker smo imeli doktorja, drav doktorja smo imeli. Ja. In mislim, da smo ga dali za sliko, tako da če hočete to poslušati, pejte poslušati. Božič, potem pa zvemo, pa seveda ženska, ki mora igrati v filmih s čudnimi lasuljami in kostumi, ne? Se mi zdi. Lestrange, ne? Bellatrix Lestrange. Tako, sem se zvedel, ona v bistvu pobegne in tudi še 9 teh Death Eaterjev, ki so v bistvu kolegi, vsi od Voldemorta. Ja, in za njo si pogano, da je zlobna. Dejansko, to sem pozabil, da sem rekel. Ja, še ne moramo, Dolores Umbridge je bila sošolka z očali. Ampak kaj je tako malo na geeki, pa to, ne? Sem šel vsaj v pravo smer, sem šel, ne, po moje.
Res, ko vidiš Dolores Umbridge, prva stvar si rečeš, geeki. Mogoče bi jo pa vprašal, mogoče mi pa lahko nacopra enih 60 vrstic koda v Pascalu. Veš kaj, meni je bilo dosti smešno, da je bila Cat Lady, no. Že to mi je bilo dosti všeč, resnici, tako da ti mi je bilo kar v redu. Drugač pa, tle ta scena, kako jih dobijo v sobi, ne, in potem čovka joka in čovpolke jo vsi ignorirajo, ne. Tiste je kar na hard, no, moram reči tako, se pravi, zelo tak teen movie, no, ta Umbridge Gestapo pa to, no, tako zelo kar, tam sem bil kar, tako noč sem padel, no, moram reči. Kaj si mislijo, da je ona za nalaž ali da so jo, glede na to, da pač so bili pred tisti prizori, ko navapne, pridite na čajček, se bomo malo pogovorili. Nisem pomislil na serum, ne, od Snape'a, na to res nisem pomislil. Mi je bilo pa tako malo čudno, ampak polk je še una scena, ki jo še Harry zignorira, ne. Sem mislil, očitno to pač res jih je nekako izdala, ne. Pač, nisem šel naprej, ne, zaradi une scene, ki jo Harry skensla v bistvu, ne. Tako da, ja, v bistvu dosti dobro narejen, pa v bistvu Dumbledore pač prevzame krivdo, da se vse on zmislil, ne. Zakaj? Ker je Dumbledore z armi. To je ta dokaz. Okay. In pa potem najboljši exit ever z Foxom. Ti se pa dosti dobro narejen, moram reči. I won't go quietly, zelo v redu. Gambon ga kar hara v tem filmu, moram reči. No. Mogoče najboljši Gambon do zdaj. No. In pa še ta Kingsley, he's got style. To je dosti res. Pa je pa že ta scena, kjer v bistvu jaz nisem razumel, pa zdaj tebe vprašal, kaj Harry Snape namigne, ne? Kaj se dogaja tam, ki jih Umbridgeova zaklene, ki jih da v pisarno. Ne, ni še tega. A nismo že kle? Ne. Ok, sem preskočil, sorry. On je zdaj tle, ki ga on še uči. Ker vemo, da je bil fotor douchebag mal v soli, ne? Ja, kako je bilo pa to? Kakšen ti je bil pa ta razkritje? Super, to me je pa tok dober. Res, zato ker pač pokaže, da so to ljudje, da nista zdaj ta starša samo ful idealizirana, ker smo pač vsi malo slabi ljudje tudi, razumeš? Tako da to mi je bilo dejansko ful dober, pa Snape pa pol mal dvigne, ne? A veš, to mi je tudi všeč, Rickman dobi že spet ful eno novo plast, dobi se mi zdi ta lik, no. Se bo še naplastilo, veš, pri njem. Lej, verjamem, ampak hočem reči, to mi je bilo ena, mogoče je tako, skoraj preskočil, ker slabo. Mogoče je ena boljših stvari v tem moj filmu, no. Res, prvo ta scena in pol tam, ko vidim, pol tudi vidiš Harryja, čisto prepaden, goddammit, moj fotor, veš, tako, res, tako, vsemu da meso, pa v bistvu narejeno točno 2 minutah, po moje, no, tako da, zelo za. Ja, ker tukaj vidiš dejansko, kako je Harry, a veš, je pač on je o očetu, ne, o staršu pravzaprav zmeri izvedel samo iz teh ljudi, ki so nekako bili njemu blizu. A veš, on skozi pripovedovanje od Dumbledorja, skozi pripovedovanje pol od tega Lupina, od Siriusa, veš, in je skozi to, ne, videvaš, ne, se pravi, prijatelji, veš, ni tako prijatelji povedal, veš, se tudi tako, ne vem, če mene vprašati, kaj pa on že tu, misliš, že je pa full faca, lepo govori, veš, ne bi rekel, skozi se na Godlerja spravlja, skozi Godlerja zajebava, veš, nemočnega, veš, ni tista stvar, ko jo to prvo poveš, ne, veš, ampak zdaj pa reči, če bi pa Godlerja, ne, tle na tej, pa ne rečem, da je Godler tako estetsko dovršen kot Sirius Snape, ampak veš, da bi pa mogoče tudi to plat medalje zvedel kdaj. Vsi smo slabi ljudje tudi, to je moja poanta bila. Po temole mini nastopu, goddammit. V glavnem, ful da težo pol tudi dilemam od Harryja, no. Tako pa se mi zdi, s Snapeom jih poved, tako, to je bilo zelo všeč, da nama preveč kle ostalo, no. Tudi je bolj jasen, zakaj ima Snape tak odnos do Harryja, zakaj ga že tam od prvega leta naprej, kao ti napihnen mulc mal, ne, pač tlej. Ja, pokaž, da nekaj znaš, ne pa na neki slavi živeti. Ja, mislim, tako pa tudi pol, a veš, ta scena, ki nekako Snape, pol, no zdaj pa prijem do unga, no, da sem to, da preskočam, ker Snape v bistvu očitno noče deti seruma Umbridgeovi, a veš, tako. Ja. Se mi zdi, da s tem se ona dva malo povežeta, tako, ampak pa tudi razumeš, zakaj Snape pa ni zdaj kar najboljši prijatelj od Harryja, ne. Tako, zelo v redu, no. Tako da ja. Pa te izpiti pa fireworks, zelo dober posnet, moram reči. CGI je že spet super. Pa te dva ričata sta mi tako všeč, no. Tako, mi je cool, da ima sta
neko proper vlogo, pa všeč mi je kot mehanizem v filmu, ne vem, kako je to v knjigah, a se to vse tako hitro zgodi, da tam Ambridgeova tako, da jo mal tako, mal jo da na zadnjo nogo, no. Ja, ni pričakvala, ne, in je tako, kaj, zakaj, in pa se kar prestraši unga zmaja in mezik je čisti svojega elementa, ne, ker je toliko vajena, da ljudje se uklanjajo njeni volji oziroma so prestrašeni pred njo, da polke neko tako... nek protinapad dobi, eno tako subverzijo, da je čist, ne, da kar malo zatrukira. Ja, pa pol tudi nekako, se mi zdi, mislim, meni gre pol skozi to, da pol tam čist po šizi, pa kva se greste, ne, pa, a veš, tam Snape uteži, pa Neo, pa Hermiona ful dobro se ti spomne, ne, haha, the secret weapon, ne, pa to. Spet si preskočil. Vem, da sam hočem reči, a veš, to ki jo pretrese, hočem samo reči, ja. Razloži vse te odločitve, da gre ona kar z dvema tamalima v gost, no, to hočem povedati, a veš, da... Ja, to. A veš, prej pa zelo exaktna, pa zelo controlling, no, tako se mi zdi, cool mi je, da je nekaj, ki to spodbudi, no, to sem hotel povedati. Ja, sorry, nisem hotel. Ja, pač, da imaš ta razkroj, ja. Ne, vse smo skoraj že tam, pač to moramo pač, da je ta, da Harry sanja, ne, pa zdaj kako Voldemort muči Siriusa. Aha, yes. Ne, in zdaj pa fakt, ne, zdaj pa zdaj pa vrak vzel šalo, spet ena fraza, ki smo jo prevečkrat slišali v zadnjih tednih in ne vem, zakaj sem jo zdaj povedal. In bojo oni zdaj šli, ne, do Feniksovega reda, ne, bojo uporabljali ta Flu Network, ne, oziroma to je, kar ste rekel, interkom na Bradavičarki. Je pa pač ta potovanje, ne, po kaminih, ne, tisto, kar smo pravzaprav videli tudi že v drugem filmu. Aha, yes. Da to razlož mal. Flu Network je, se pravi, to je tisti blož, ki so šli v Diagonali in je pol Harry tam men prstal. Se pravi, oni imajo dejansko to speljano kot med temi kamini. Ampak kamini kjerkoli, ne? Ja. Znači, mislim, že kaj mi je bilo jasno, zaradi tega, ker rečejo, kao, ona ima vse, a ne, pod nadzorom, razen valjda v njeni pisarni, a ne? Ja. Ampak, ko oni rečejo vse, to pač dobesedno pomeni katerkoli kamin, kjerkoli ali njihovi kamini. Ne, mora biti povezan v mrežo, se pravi, mora biti povezan v omrežje, ja, se pravi, mora se pojaviti tam gor na karti. Ne, okay. In potem prideš tja, ampak rabiš pa še ta Flu Powder, ne, ki ga vržeš noter in potem potuješ, ne, poveš, kam bi rad šel in te ponese. Ne, se pravi, da ti ni dosti samo, da je povezan, ampak pač ta Flu Powder je pač, tako kot je recimo, veš, tam na začetku, ko Potter Weasley, ki je tam tako, opaj, kako moram pa jaz zele tle, ki je zdaj ta Oyster Card, ne, kam ga da, to je pač njihova varianta mesečne za LPP. Ja, ampak jaz sem mislil, pejte sam do enega kamina, ali kakšen grad je, kdo to vse čuva, ne, ampak ja, štekam, mora biti v imeniku. Ja, mora biti v imeniku, pa pač ona je vse druge imela, ne, naštimane, in je bilo pa, ok, bom pa mogoče, ne, bomo obtlele noter in pa seveda tiste mačke, ki so, in te tam, ko vidiš eno mačko, ki gre stran, mjav. Ja. In potem ji upadejo, ne, ona s svojim gangom, dobili smo vas. Ja. In hoče ta Crucius Curse uporabiti na Harryju, da ga bo mučila, seveda pa, kot že rekel, kaj Snape, ne, tako ne. In jo one dva odpeljata v gost, prej pa Harry še reče, kao, they have pet food where they keep the thing. Ja, ampak jaz tega nisem čištekal. Tega nisi čištekal, ne naredi pet food. Ja? Kodno ime od našega prijatelja Kuška, od Siriusa. Se to pa enkrat rečejo. Enkrat rečejo, namreč oni so, ne, in to je bila zdaj ta stvar, ki je bila pa, ki sem mislil, da jo bo enkrat še kasneje omenili, ampak jo niso, in sicer so oni Moony, Wormtail, Petfoot pa Prongs, so te 4 kolegi, ne, se pravi Moony, ki so naredili The Marauders Map, ne, in v knjigi je to pojasneno tam v 3. že, ne, zdaj so prišla do tvojega najljubšega artefakta, do zemljevida, in Moony je naš prijatelj Remus, ne, Lupin, ki pač laja v luno, Wormtail je naš prijatelj Škraba, oziroma Peter Pettigrew. Ja. Petfoot je kolega Sirius Black, ne, ki se spremeni v psa, in pa Prongs je pa od Fotra, od Potterja, ki je pa njegov pač, vsi so bili animagi, mislim,
Oni trije so bili animagi, ki se je spremenil od Pottera oče pa v Jelena. In to so pol ta imena, ki so tam gor, ki jih vidiš tudi na mapi napisane, ampak niso nikoli razložene. In v Jelena, zato je bil Jägermeister. Ja. On mislil, da je okay. No, hvala za ta background. To se ni dal vedeti iz filma. Pogrejo pa v bistvu v gozd, ker Hermiona res dosti dober fake-out naredi. S tem, da kako se ti bil takrat, ko so ga prvo pokazali, tega brata od Hagrida? Moram reči za tiste, ki so ga imeli, zakaj mi zdaj to kažete. To je bila ena stvar. Ti si zelo na tenko namazan, sklepam, zato ker so mogli nekako pripeljati v filmu. Sklepam, da v knjigah je to dlje traja, kako Hagrid to predstavlja. Ja. Šklelo pa se tako, jaz sem bral, mogoče sem zdaj šel, dajte mu kaj za jez, čau. In pa tako, hvala, v redu. Pa če niso šli v gost, sem vedel, kam pes taco moli. Pa še to. Tist, ki da bilanco z zvoncem, izjemno smešen. Izjemno tudi odigran, ta Emma, kaj je Stone, Watson, kaj je ona? Thompson. Emma Watson. Ta je Watson, ja. Res dobro igra. Tam je bila res mlada, res dobro igra vsaka čas. Ti si bilo tudi ful smešen. Pa ona pride, pa v bistvu te Centauri, ki očitno jih ona ne mara. Centauri? Ja, pač zato, ker niso čista rasa, oni so pač tam neki napol človeška bitja. Ja, zelo mivi retorika, pižanci, mislim, da bi se ti lahko poistovetil. Ja, niti ne, veš, tukaj pa še ena stvar, ki jo tukaj ni. A veš, ki je bil ene 2 filma nazaj, Triun Firenze, nek kentaur, ki so ga celo poimenovali. Ja. No, v glavnem v knjigi ta Firenze potem rata prfok za vedeževanje na mest Emme Thompson. Okay. Je tam in pa ga itak te kentauri, pa ti se batle neki z ljudmi, da jim del, kaj je s tabo, zakaj se jim uklanjaš, ne biti, tako pač, tudi oni tako nasplošno nekakni ljudi in dejansko v knjigi je glih kontra, da jih pol še oni vzamejo, pa hočejo tudi pol neki Harryju, pa Hermioni in pol leti ta bratac in nju reš pred kentauri njiju dva, tako da tam je malo drugače zavito na oko. Okay. No, sem tudi kle, pol je čisto kaj deluje. Ne, čisto logična zgodba, je čisto lepo pelajo glede na nastavke. Ja. Je pa res, da načeloma ona dva tako, ki jo pustita tem kentaurom, načeloma bi lahko bila ona tudi mrtva. Načeloma, ja. Ok, sem vprašam. A ji želiš smrt mogoče, že? Ne, sem. Mislim, ne vem, tako, ker zadnje čase si skozi neke bolj take, ne vem, bi rekel, alarmantne rešitve. Jaz bi sam rad rekel, da prepoznam to taktiko, da bi preusmeril pozornost iz tvoje mivi retorike name, z nekimi hujšimi grehi. Ne bo ti uspelo, kolega. Ne bo ti uspelo. Reče se nase, tako da sam, pač hujšega zločina, ker so te tvoje maltretiranja in maličenja slovnice, pač ne more biti. To je res, to se strinjam v glavnem. Kje so zdaj, sem čisto to sme... zdaj pa paluni kao, zdaj moramo pa mi v London, pa kako, zdaj on šli pa ste strali, in pa si tle meni, da beska si moš predstavljati, kako pač Harry in Luna vidita, drugi jih ne. Zdaj, kako ti reče, zdaj se pa ti tle nečesa prim in let. Pa upaj na najboljš pa. Ja. Do Londona, kamor grejo z vlakom, tako da ni bliz. Ne, ker je nek na Škotskem, ne bi bila ta... In pa imaš itak to, ko je guf, oni so šli, če so šli direkt tja, zakaj so šli čez Canary Wharf, ki je južneje dol. Wow. Pač, ne vem, mogoče jim niso odprli zračnega prostora tam. Ja, ta air traffic control je bil karevski. Moram pa reči, da mi je te prerokbe v teh kuglah z visokimi policami, sem takoj vedel, da se bo zgodil veš, iz skladišča, viličar posnetkov, ki so na netu konstantno, takoj sem vedel. Pa zelo ok fight. Z Death Eaterji, tudi Malfoy starejši, moram reči, da zelo cool izpade kle. Je pa ena stvar, da bom to pa prvo, vse smo že v bistvu lahko skupaj se. Te fajti, so narejeni nadstandardno, ker ko pomisliš, da to so dejansko več ali manj odrasli ljudje, ki s palčko žugajo en po drugemu. Prav Star Wars z socialno distanco. Ja, tako. Ampak moram reči, da je zelo atraktivno je narejen, mislim, zelo akcijada, tako kar ok je,
ker na koncu so še zmeraj ljudje, ki imajo zelo mehne. Pa kaj mi je ful smešen, ker Malfoy potegne ven svojo palčko iz une, ki jo ima zahodati. Ja. Až to ni meč, ne? Ampak je tako, kot havanco. Mislim, da so prav enega koreografa so najeli plesnega, da je naredil pol te različne stile, ker tudi vidiš nekaj, recimo glih Malfoy, ne, tako zelo zadržan, zelo precizni gibi, medtem ko Sirius Black je pa tam pač Johnny Depp, že Captain Jack Sparrow. ja. Pa ne, ampak je res, tako čisto ok, pa moram reči, da presenetljivo veš, kje si v prostoru pri teh akcijah. Veš, ker so to CGI-ste hitro lahko zabredejo. Mislim, tako, zabredejo ti oči, ne vejo več, kva gledajo, klej se pa kar nekako ve. No. Tako da, kar pozitivno, pa tudi to, ko une kugle začnejo padati, no, ti mi je bilo v bistvu zelo všeč. Zelo všeč narejen. Tako da, klej kar en thumbs up za nek ničiz boss battle, no. Boss battle pol pride, ampak tako, pa zelo velika akcija je v tem filmu, no, več kot v prejšnjih v resnici. Tako da ja, kar je v redu, pa potem ta seveda grozna scena, ko pridejo pač te Death Eateri, ko vse vzamejo in Harry pol da tisto kuglo, ne, Malfoyu in potem pač leti Phoenix v red in se tepejo in to. In zdaj, če prav razumem, pol Sirius je njegova sestrična. Ja, fenta. Tako je. All right. Tako da, imeli smo Garyja, nimamo ga več, ampak s tem filmom so kar napolnili rezerve Garyja, tako da čisto v redu. Moram reči, da, tako kot si prej rekel, ja, ok, Jack Sparrow pa to, ne, ampak se mi zdi, da bolj mi je bil všeč v trojki, ko je bil tak mal emo, no. Direkt iz ruskega zapora. Mislim, bolj mi je bilo všeč una emo verzija, kot ta skoraj Dark Tanjan iz Disney filma, no, ampak pač ok, grejo reči, da so čisto ok v bistvu odločili. Tukaj bi mogoče omenil še dve stvari, mogoče prva taka itak, ki unči se avtomatsko, Harry rečeš good job, James. To si pogruntal. Ja, kaj je bilo to? Ja, temu v flashbacku vidimo, ko James dvigne Siriusa, pač on tako paliti pač Severusa Snape'a, ko mu reče good job, James. Pač dejansko čist pozabo, da je tam Harry, ampak tako se odzove na njega, ko je bil njegov foter. Ja, kad je bil foter, ok, to pa nisem šel daleč, ok, lepa. To je to in ena stvar, ki je še pač to pregrinjalo, to zagrinjalo. Ki tam visi, recimo je v knjigi ful bolj uporabljen in dejansko je to zagrinjalo, ki loči naš svet od sveta mrtvih. Ne vem, pač neka variantica in dejansko sploh ni kot pač tukaj ga Bellatrix dejansko z Avado Kedavro poč, in on umre in se zvrne čez, tam ga pa ona z nekim čist benignim urokom, da ga sam pač zanese in se opoteče in pade skozi, kar je dejansko pravzaprav še malo bolj tragično, kar je tako, veš, ni bil smrten urok, ampak je glih toliko bilo, da je padel čez na drugo stran tega zastora in ne more več nazaj. Ok. Zdaj, mislim, da je to boljš, ker to sem še jaz prepoznal, da Ja, pač dejansko pač ni bilo cajta, da bi nekako z ekspozicijo razložili, kaj je to zagrinjalo in vse, in tako da je pol čisto legitimna odločitev ustvarjalcev. Tukaj sem jaz mislil, da bo konc, jaz sem mislil, da bo to, pa več kot očitno ni. Ne, zakaj ne, ker mora še Ralfi vleteti. Tako, ja, in kar nisva omenila, to mi je pa moj kolega Gašper rekel, kako nista Ralfa omenila, da je pač Voldemort, ne. A ga res nisva se ob tem ustavila? Ne, nič nisva rekla, samo da se pojavi nazaj, ker je res slabo, ker je res modela, on pač me je res v redu. Tako da ja, še eden iz seveda malhe Angležev, ki vejo, kaj delajo. Ja, in on v bistvu, on laufa za Bellatrix, Harry, in potem pa uleti Voldemort in pa Dumbledore. In imamo res tak zelo Mortal Kombat fight, ki pa moram reči, da prvo, palčka, bom, velika kača, bang, vse je dost, who cares. Una scena s steklom je vrhunska. Obramba stekla je pa ena najboljših stvari, ki sem jih do zdaj videl v teh filmih. Tako kar se nekih CGI-ov pa fightov tiče, pa tudi form. Prej, ki je bil Avatar variantica, pa zdaj bom jaz le zaklinjal vodo, jaz bom zaklinjal ogenj. Ne. Mi je čisto vseeno. Ta scena s steklom, pa pol, da prah tam ostane, a veš, res do, ti se pa to bo vsake čas. A to daš pa v mešane odpadke, ki že praha lahko daš za reciklažo?
Jaz mislim, da moraš dati mešane. Jaz mislim, da to morajo nekako nič. Če daš tam v reciklažo, lahko do koga prikdo lahko to vdihne, po moje. Fantje, 2 kile, full crystal meth tlele. Ja, exactly. Ja, reže. Zato Voldemort tako zgleda. Nos mu je odpadel zaradi crystal metha. Zdaj si predstavljam, Ralfa Filmsa, tako kot je Voldemort, zgori brez tega nosa, 5 zopman na kavču in razlaga in tako kao second husband of Exotic Joe. Ja. Ljudje, če niste še gledali Tiger Kinga na Netflixu, zato zdaj pižamc umira. Sam en del sem do zdaj gledal. V glavnem, da ne bomo preveč v Tiger Kingu. Jaz se pravičujem za... Zelo cool mi je ta del, v bistvu, ko dejansko Voldemort proba obsedati Harryja, in je ta fight notor, Dumbledore ga gleda, tako zelo čustven moment, pa zato pravim, da bi bilo še bolj, če bi to stvar na začetku že bolj razložili, ne da na sredini zveš, kaj točno se dogaja, ne. Tako da, ampak ful dober, tudi kako se Harry obrani z pozitivnimi spomini, pa s tem tako malo pokaže. Všeč mi je, kako so kle pri teh flashbackih parkrat uporabljajo stvari iz prejšnjih filmov, to je zmeraj dobro, veš, če lahko to prav pride. No. Se mi zdi, da to da ven ful večjo verodostojnost, pa tako celi serija, veš, da priznavaš prejšnje filme, da ni tako kot ta zadnja Star Wars trilogija, ta scena. Veš. Da imaš, ne, pa ta je razlika med filmi pa med nanizemkami, nekaj pri nadaljevankah pa nočeš tega. Ja, ker zdaj sem glih en je dal narediti to ocene z IMDb za nekih 30 čovov in tako pač najslabše ocenjen del, ne, pač koliko ima poprečno oceno in pri Star Warsih in še ne pri neparih, pri Francih, pri Seinfeldih, je bilo zmeraj tako najslabše ocenjen bil en je pač del, ki je imel sam te, pač tako so včasih delali, fakt nimamo denarja, moramo še en del narediti, dajmo mi narediti nekaj z spomini iz prejšnjih sezon. Ja, to obstaja ena najslabših epizod The Next Generation. Je to, ker so jim vzeli budžet in niso vedeli, kva narediti, in so naredili klip epizod in je grozen. Tako da ja, v nadaljevankah to vedno pomeni, da šparajo ali pa da jim je zmanjkalo denarja. Tukaj pa kontinuiteta. Tako. Ja, in pojega v bistvu Harry, kao mu reče, ti nimaš nič, jaz imam prijatelje in tarara. Pa zelo mi je ta, ne tis, kar imate skupnega, to mi je všeč, da zdaj zapiskano, ampak o čem se razlikujeta. Tis mi je bilo zelo všeč. Ja, ker to je že skozi tema, veš, že od takrat, ko je bilo pa če zakaj faka bil Slytherin, zakaj nisi mislil, da bi tudi v Slytherin šel lahko, ne. Skozi je to, ker Harry ima dejansko skozi to, ne, pa če fakt, kaj če bom jaz rato tak gon, ne, kaj če se meni tudi skegla, kaj če jaz ratam zloben. Ja, pa še, se mi zdi, da v tem filmu to res ful dober začne skupaj delovati, veš, vse, kar se je prej dogajalo, no? Ker prej je bilo zmerno to tako, malo neka ta povezava, ki so pa to končno razložili in pol so vse to bolj kupem, večja drama mi je zaradi tega, veš, tudi ta moment pol tam z Dumbledorom na koncu, vse je močnejš, ker vem, kaj se dogaja, ne pa samo, povezana, stanja ga, ne. Ja, veš, je pa vsem, kar niso povedal, veš, tako fino pol, ko vidiš uno, nekam že prej te vse spustila nekomu Malfoy reče, pač mulc, ne, pač ne ločeš med sanjam pa med resnico, veš, pač izkoristili smo to, da si ti na njega navezan in pač ti je naš veliki gospodar, Lord Voldemort. Ne, ti je tle naštimo, ne, neki on demand, ne, tako ima malo deepfake filmčkov. Pa ta zadnja scena, ne, ko pa ta minister končno uleti, ne, in v zadnji tisočinki sekunde vidi Voldemort, ne more reči, he's back. Meni je bilo smešen. Ja. Meni je bilo to smešen, jaz upam, da je bilo tako mišljen, meni je bilo iber smešen, tako da kako Fač končno prizna, da se stvari dogajajo, tako da ja. Pa zelo že spet všeč mi je ta Cajtank pove pol razplet, da ne gledamo tega, da ni. Zdaj sem to skoraj rajka montažo, ker je hitrej konc, a veš. Ful bolj pokaže dejansko sam sliko, ti stavk, vmes imajo še ful, ne, meni sploh ni ta tipografija, pa te unije, ki so iz
tako 100 let nazaj, ne, teh cajtengov z uniprsti, ki zmeri nekaj kažejo. Eno sem še ujel, tako glih, ki je bilo tako, da je od spod pod eno to sliko je bilo tako kao glas, pač rabite posojilo za nakup nove metle. Lepa, pa nisem opazil. Tako da ja, mislim, zelo orang boss battle. Ja. No? V bistvu sta dva, iskreno, ne. Ponovno pa še ta pogovor Harry, Dumbledore, nekemu vse več ali manj razloži za nazaj. Mislim, tako, razloži to, kar sem jaz vedel, I guess, da se mu je izogibal. No, to sem se že prej pogovarjal, to sem hotel reči, da ne vem, ali je ta del sploh bil potreben, ampak očitno je bilo pač treba, da se šel na domal. Mogoče zato, da je Harry slišal. Ja, mogoče, ja, I guess. Da je to neka tolažba. In da mu pa seveda in se pogovarjata o tej prerokbi, ker mislim, da tle sicer se a so celo odpovedali, sta bile samo 2 vrstice. Ne, samo da tisne, da eden bo mogel umreti. Ja, zdaj, fora je cela je tako. The one with the power to vanquish the Dark Lord approaches, born to those who have thrice defied him, born as the 7th month dies, and the Dark Lord shall mark him as his equal. In tlele je, pazi, in to je prva polovica, in to prvo polovico prerokbe je on imel že v prejšnjem, zaradi tega se je tudi spravil na Harryja. Drugi del je pa, but he will have power the Dark Lord knows not, and either must die at the hand of the other, for neither can live while the other survives. The one with the power to vanquish the Dark Lord will be born as the 7th month dies. O moj bog, to je pa. To pa je. In še ena stvar, kdo je to prerokbo izrekel? Kaj misliš? Wow. Aha, se pravi nekdo. Wow, ok. To je v knjigi, ampak. A pa to se že zdaj izve, ali to bomo pa izvedeli? Mislim, da ne vem, če se v filmih polkajte. Jaz bom rekel, da je Dumbledore. Ne. To je bilo krepsko. Ne, kdo pa? Triloni med razgovorom za ših na Bradavičarki. A res? Okay. In zaradi tega jo je Dumbledore pol tudi vzel in kljub temu, da nič drugega ni v lifeu uganila, je obdržal jo. To je huda fora, to je všeč. To je všeč, ok, hodo. Pa še klek se ona znebi, če to veš, ti še več pomeni, ok, v redu. In je spet, veš, tak moment, kot Kauno, ki se je v tem tretjem filmu, ko ona tudi, ki je malo tako zavintla, pa Kauno prišel. Ja. In nazaj, kaj je bilo, kaj? In, tako da ja, ne, te je ful dobro, te je škoda malo, da so to spustili, ker je res pač, da, mogoče so zaradi tega, ker mislim, da je njen glas, ne, sam je vsem tudi malo spačen, toliko, da ne prepoznaš. In, da je ona, ja, ok. Ja, in pa imajo še novo prizorišče, železniško postajo tam v Notamini, pa Harry še prej, ker se še z Luno poslovi, ne, ker je una pol najdla v nečevle gor, pa stvari tam Kalima, ki je tudi en tak, pravzaprav, je pa kul en tak moment, ker pač med tem dvema likoma zdaj vzpostavil nekaj, ok, zdaj vidiš Harry, pač ve, čov, ne, ga je izdala nezanalaž, kaj bo zdaj, kdo misliš, da bo očaral Harryja v naslednjem filmu, dajmo to probati, a bo to Cho, Chang, ali bo to Luna Lovegood, ali bo to kakšna tretja oseba z literativnim imenom? Ne, jaz bi pol zdaj nazaj Ginny, zakaj Ginny gledala, kje je Ginny, kam imamo prijatelj, ne moramo kar tako je. Tako da Ginny. Quit living on dreams. Yes, life is not what it seems. Such a lonely little girl in a cold, cold world. Oh my bog. There's someone who still needs you. Ginny! Slabo, sploh ne morem komentirati tega. Zakaj, a ne ceniš avstrijskega popa iz 80-ih? Ne, v resnici ga ne. Drugač pa več ali manj res dober film, moram reči, da ja, ta je mogoče meni za 3. Tako da ja, zaenkrat moram reči zelo res, da šlo je na gor, kar še enkrat, deva še enkrat to povedati, kar smo zadnjič rekla, to res ni pravilo pri takih franšizah. Ja, tle pač tudi nov režiser bil spet, ne? Ja. David Yates, ki pa mislim, da je pol, če se ne motim, je pa vse 4 pol še do konca. Sunday Deathly House, ja, to. Je pa režiral pol tudi, ne, še naslednje 2, ko očitno bova imela dosti cajta, da bo še Fantastic Beasts tudi pogledala pol, ne. Jaz sem za, to sem bral, da je nek prequel, ne, Harryju Potterju, tako da ja, zakaj pa ne se temu reče. Fora je pač ta, da Fantastic Beasts and Where to Find Them je knjiga, dejansko pač to knjiga, ki je že v prvem letniku, mislim, da jo imajo, da sta 2 knjigi, no, ki jih je tudi pol ona sama napisala in so jih izdali taki mini knjižici,
Prva je ta, druga je pa sicer knjiga, ki bo tebe veliko bolj zanimala, in sicer Quidditch Through Ages. Ja, okay. In je pač mislim, da to so pol izdali in so pač dobrodelno vsi profiti šli, ampak ja, in pa so vzeli tega Newta Scamandra, ki je napisal to knjigo za ta lik, ne, in pol čisto kol napletel stvari, ki se dogajajo tam v 20-30 letih 20. stoletja. Tako da ja, to je to. Polkrvni princ, oziroma princ mešane krvi, Half-Blood Prince, kaj za enkrat? Ti si zdaj, takrat si rekel, da misliš, da je to Harry? Ja, ostajam pri tem. Ostaješ pri tem, super. Ja. Itak res to. Kaj češ? Mogoče bi moral na meni ta nočni vid, Occlumency, uporabiti. Glavnem. Samo še eno vprašanje, imam še 2 imeni zate in boš ti povedal, Kalvara Temina. Kalvara Temina. Kjera bi bila Kalvara Temina? Je mogoče ta blond, ta Luna. Luna, ok. Kaj pa Krasotilja Lohol? To pa nekdo, ki je lep, kdo je pa lep. A ne, to je ta Beatrix, po moje, ne? Beatrix Lestrange. Ja, tako je, Krasotilja Lohol. Ja, Kalvara Temina je pa tale Dolores Umbridge. Wow, ok, ne bi. Ja, Luna je pa preprosto, je pa Luna ljubka. Ampak to ljubka, ja, to je pa ful lepo tudi literacija ohranjena. Ta igralka me lahko, ki ima ta moj glas, veš, ta pepelni glas, to vedno spoštujem pri ljudeh. Tako da ja. Ja. Okay. Zdaj pa bo, ne? Naslednji film bomo videli, koliko pričakuješ več Bradavičarke ali več drugih lokacij. Ne, jaz pa mislim, da bomo mogoče zdaj več Bradavičarke v resnici. Super. Da bo zaradi tega, ker ja, tako da bomo spet se narobe, ne, to je čisto kontrasmer. Ne vem več povedati. Še enkrat naj poudarim, ljudje, ki tole poslušate. Storijo, v katerih naj od tega, jaz sem Anzet, on je stric Bedanc na Instagramu, se ne moreva naveličati. Dejte. Tako da zdaj, ko ste na koncu, dajte kakšen komentar, lahko tudi kritiko, vse sprejmeva, vse bova pa objavlja, razen če ta ful nesramni tega ne, ker hočeva pozitivno dajati v svet. Ne? Tako da Pižanc, zelo na hitro bi te prosil intro, pa lahko rečeva adi. Intro, bova začela. Outro. Gospe in gospodje, lepo povabljeni na Facebook, ker nas najdete v Aparatus Legitimna FB skupina. Za tiste 16 normalnih ljudi na Twitterjih smo na Aparatus počrtaj sicer pa, si pa si, ne, počrtaj sicer pa, če vam je všeč to, kar delamo na mreži Aparatus, pejte na podpri.si in se vam najlepše zahvaljujemo za vse, kar boste donirali. To je to, prišla sva do konca, Anže, tebe se najde kje na netu, povsod. Anzeta, res je. Ti si pa... Boštjan Goric Pižama na Facebooku, če imate otroke, pravice in berem zaenkrat še, pa vsak večer ob 6:30 na svoji Facebook strani, drugač pa jaz, stric Bedanc na temole, na teli živali od Instagrama, pa počas zdaj postavljam končno novo spletno stran. Pizama.net, že full cajt, ampak pač par stvari je urihtanih, moram še malo dodajati, ampak tako da ja, Simon Pelkom je naredil full hude fotke, moram reči hvala Simon, tako da sicer sem je 4 samo uporabo zaenkrat, ampak res hude fotke je naredil. Ok, in zdaj jaz rečem adijo, ti pa tudi. Adijo. Avada kadavra. Ok, a zdaj smo v bol. Svalil sem te. Saj to, ajde. Dio.